Kapra, vidi, kučka. Dobrodošli na Konjskem vrhu, ki ima, ime kraja ima naslov po kapri. Sam se včasih pošalim, da je to bilo, ta naslov bil dan preroško. Kapra ni lepo očiščena, kajti najraje se vajala po blatu. Upam, Jana, da se ne bojiš kapre. Ne, jaz se ne bojim kapre. Ker kapra je dobila tako za jabolke, ki ti jih je prinesla. Tako da, na tla. Danes bova imela dobro družbo. Ja, tako. In tema današnjega pogovora bodo vzorniki. Ja, in meni so tudi živali vzorniki, zato ker uporabljajo celostno inteligenco. Nas so izgnali zgolj v glavo, v razum, ja, kapra se še imam. Nas so izgnali zgolj v glavo, živali pa ohranjajo celostno inteligenco in kapra točno ve, da imam še jaz v žepu kakšen košček jabolke. Ko bo pa videla, da jabolke več ni, nas bo pa tako zapustila. Tako. Kapra nimam več. Ja, tako. Gremo na temo. In gremo na temo. Vzorniki niso pomembni le za mlade, pač pa za vse ljudi, tudi za nas odrasle. Ja. Pomembno je, kdo nas priteguje, ne? Tako. Ker vzor je tisti, ki te pritegne in na nek način tudi vpliva, ne? Te usmerja potem v tvojem delovanju. Na nek način z konceptom, z načinom svojega življenja priteguje človeka tudi k tistemu. In če je vzornik osebnost, ki je žlahtna, ki je srčna, ki je dopolnjujoča, sodelujoča, potem nas samo po sebi pritegne tudi v takšno ravnanje in delovanje. Kot smo rekli, ker ni več jabolke, kapra odhaja. Ja. In majhnim otrokom so vedno vzorniki najprej starši. Ja. To je tisto najbolj zanesljivo, da si poiščemo vedno zgled v svojih starših. Ja, tako, ne, se vemo, ne, mali otrok misli, da se ne bo nikoli ločil od staršev, da on pa se že ne bo poročil. Ne? To se zdi, ko pa vstopi v čas najstništva, ne, pa na nek način prerašča zgolj obnebje svoje družine. Ja, zato, ne, ker so starši tako pomembni v življenju malih otrok, je tudi, bi lahko rekel, na nek način napad, v narekovajih, na družino, odvzem moči, vloge očeta in matere. Torej, ko se sam spomnim, ne, ko sem bil še sam otrok, je moja mama šla v službo ob 6, ob 2 je bila doma in potem je imela čas za družino. Zdaj je mnogim staršem odvzet praktično cel dan. Ne. Če ti začneš delati ob 8 in delaš do 4, potem prideš utrujen domov in tvoja misel je mogoče najprej kaj narediti za kosilo, potem otroka vpraša zgolj, so ti pogovori zgolj funkcionalni. A si naredil svoje dolžnosti, kako je bilo v šoli, čaka samo rezultate, ni pa več obnebje za tisto srčnost, ki odpre otroka v zaznavnost tistih vrednot, ki jih starši želijo otroku posredovati. Na srečo mnogi starši ozaveščajo to manipulacijo in vedo, da je glavni pridelek starša vendarle oblikovanje otroka oziroma vzorčenje otroku tistih vrednot, za katere želi, da jih otrok sprejme. Ne. Ta čas vzorčenja, ko starš na nek način seva srčnost, ne, in v to srčnost projicira svoj način življenja, je izjemno pomenljiv. Ne. Zato, ker pa je tako velik vpliv v družine, staršev na otroka, je seveda veliko manipulantov, veliko vlagajo v to, da bi utujevali. Ne samo z odvzemom časa, z preutrujenostjo staršev, preizčrpanostjo, ampak tudi, vemo, so mediji, ki pritegujejo zelo domišljene frekvence, ki kradejo pozornost in to potem je seveda otrok lahek plen
ker mu skozi te podtikajo to, kar naj bi bilo vredno. Ne? In potem pride do tiste globoke stiske otrok, ker ne more ustrezati vsem potaknjenim vzorcem, ne? Zgled moraš tako nositi, moraš določen znamke, da si in, ne? Potem je to stiska otrok in rešiti iz te manipulacije, mislim, da ena velika naloga ne samo staršev, ampak tudi vseh, ki imamo kakorkoli opravka z družinami. Ti praviš, da kako nadomeščati te medije, da obstajajo sveti prostori. Nam seveda knjižnici je vedno najbolj všeč tisto, kar rečeš, da je knjižnica sveti prostor. Ja. Kako mnogo je teh svetih prostorov, tudi mi, da so zdaj v svetem prostoru. Speljati otroke stran od medijev. Vse one ta majhne še gre, ampak pri najstnikih je pa potem že problem. Problem. Tudi pri malih otrocih je lahko problem, zato ker so frekvence naštudirane. To v zadju deluje, kar rekel, črna psihologija, črna znanost, ki zelo natanko naštudira frekvence, ki bodo lepile pozornost, ki bodo pritegovale. Način prikazovanja skozi medije, ki ga ti v živo ne moreš udejanjiti, ker tam je vse na nek način olepšano, poudarjeno, naštudirano. Naravni okusi so pač naravni okusi. Če pa daš ti v hrano neke aditive, ki bodo ojačevalce okusov, pa neka barvila, boš težko konkuriral. Ne? In to je res, bi rekel, eno zelo veliko, naporno poslanstvo staršev, v katerem in ostalih vzgojiteljev, ki zahteva veliko miselno pronicljivost. Je pa nekaj, ne? Če si ti srčen, ne? Če žariš srčnost, ljubezen do otroka, če omogočaš otroku, da bo prepoznan v svoji vrednosti, če razvijaš to odnosno inteligenco, ki je v naravi, če mu kažeš, če si najprej sam lik, ki ga je vredno posnemati, ne? In če mu kažeš na take like, je moč premagati te manipulativne pristope, podtaknjenih zgodb, podtaknjenih idealov. Jaz se sam spominjal, koliko so mi, posebej v času odraščanja, pomenile biografije. Ne samo, v cerkvi imamo te zgodbe svetnikov zelo pomembne, ampak so mi bile dragocene tudi biografije ljudi, ki so postali zgodba življenja. In teh zgodb je kar nekaj, bi težko. Kateri so tebe najljubši ti liki, svetli liki? Najbolj me pritegnil, recimo, če rečem, me pritegnil, mogoče Frančišek Asiški. Tam me res pritegnil, ampak tudi zato, ker je ta lik del moje poklicanosti, duhovne poklicanosti. Mene je pritegnil seveda Jezus, ker je stopil na blatne in prašne ceste sveta v sredo stiske. In Frančišek je ta vzor ponovil. Slekel je obleko privilegiranca in se stopil iz privilegiranosti na cesto, v stisko, v nemoč ljudi in je bil kot sočutna bližina, tista podpora, da so ljudje lažje zmogli zgodbo svojega življenja, da v tej svoji zgodbi niso bili osamljeni. To je ta božanski vzorec, ki me je pritegnil. In tudi ti si stopil eno leto sem na nek način, bi lahko rekel, bolj kot ne izsilil, ampak na koncu dobil dovoljenje, da sem stopil brez cvenka eno leto v žepu. To je bilo najbolj uspelo leto mojega, mogoče celo življenja, ker sem res v polnosti uresničil svojo pot, svojo poklicanost. Zdaj pa živim na Konjskem vrhu, sem sicer kaplan v 3 župnijah in pišem. Miller pa je rekel, če bi znal živeti, ne bi napisal niti ene knjige. To pogosto citiram, kajti najbolj zanimiva knjiga, bolj kot branje življenjepisov v knjigi, je dejansko gledanje zgodb. In otroci gledajo zgodbe in jim je potrebno ponuditi čim več zgodb, ki so vzor. To pomeni, starš, ki bere knjige in se ne pusti, da preklapljanju TV programov na koncu reče,
tak brezvezni, nič ni ne zagledati. Vzemi si knjigo. Ko bo šel v knjižnico, te bo poklicala, povabila, te bo točno tista knjiga, ki te želi obogatiti. To so neverjetne zadeve. Ne? In ko boš vzel to knjigo in boš ti bral v tihoti, v naravi, se boš izpostavil temu pomladnemu soncu, ne? In boš otroka peljal v sveti prostor knjižnic, ne? Ali pa knjigarn, da si bo on izbral mogoče v knjižnici lažje, ker tudi od časa do časa kupimo kakšno knjigo, ne, ki nas pokliče, ga boš uvedel v ta svet. Veste, ker branje veliko bolj poteši, umiri, bolj paše, kot pa gledanje elektronskih frekvenc. Frekvenca te ukrade in te prazni in te na nek način prebuja celo v tesnobnost, ne poteši. Knjiga ima čarobno moč. Zato rečem sveti prostor. Svetišča, pa naj bo ta naravna ali pa tista, ki jih imamo, imajo tudi neko čarobno moč, ki te umiri, ki te poteši in to deluje. In ko je otrok dojemljiv, mu je treba tudi te stvari, kako funkcionirajo, razložiti, če pa je že otrok odvisen. Veste, pa ne bo, ali pa odrasel, bo pa težko, ne da bi šli skozi abstinenčno krizo, ne? Ker te frekvence so tako pogruntane, da če so v manjkanju, povzroči najprej tesnobo. Jaz sem doslej delal z odvisnikom, tudi to je odvisnost in je treba iti čez abstinenčno krizo in se povrniti k tistemu, kar resnično paše, ne zasvoji in ti da tisto polnost počutja, v katerem ti je res dobro in super živeti. Lahko omenim še enega? Lahko. Taras Krmavner. Večkrat sem rekel, da je bil on moj duhovni oče, čeprav ni bil duhovnik. Zakaj je bil moj duhovni oče? Ker mi je pomagal, da sem zaživel svojo zgodbo življenja. Da sem začel izražati svoje razmišljanja. Da sem ugotovil, da misel je najboljša takrat, ko je dopolnjujoča. Da je misel manipulativna, ko samo nekdo ima prav, mi ga pa poslušamo. On mi je odprl te horizonte, ne bom pozabil, ko sem prišel k njemu v Auburn na obisk in mi pripovedoval eno zanimivo misel, odpiral nove uvide in potem je rekel, Karel, kaj pa ti misliš? In jaz sem rekel, Taras, glih tako ti. On pa je vzrojil in rekel, pa zgin domov. Če ne boš ob tem, kar ti jaz pripovedujem, ne se bat kapraje, kar ti jaz pripovedujem, mislil se svojo glavo, razmišljal naprej z svojimi uvidi in spoznanji, kako naj jaz potem ob tvoji misli sam preraščam svoje miselne ujetosti. In v današnjem času očitno te ima kapra si ugotovila, da ti ona jabolka prinesla. Samo nobene nimam. Veš kaj, jaz mislim, da je tudi ona ženska, ne? Ve, da se snema. Poglej, kako se je nastavlja. Torej, preraščati miselne ujetosti, preraščati nasploh ujetosti in vstopati v to, kar nas resnično umirja, napolnjuje, se osvobaja tega, kar nas krade in biti vzornik, vzor v svoji osvobojenosti tistim, ki zgledajo našo zgodbo življenja. In imeti odprte oči in si poiskati vzornike med resničnimi ljudmi, ne med influencerji in raznimi vplivneži. Med vrednimi ljudmi. Med vrednimi ljudmi. Vrednimi tistemu, ki jim posvetimo čas in pa pozornost. In med živalmi, a ne da? Ja, kapra ima vzornica. Ona ima glede intuitivne inteligence, pogledajte, odnosne inteligence, srčne inteligence, izjemna je. Ja, tudi živali so moji vzorniki. Tako. In poiščemo si vsi prave vzornike. Ja, če želite spoznati kapro v živo, potem morate priti na Konjski vrh. Srečno. Z jabolkom. Z jabolkom. Če pa želi kdo spoznati tebe v živo, pa pride v knjižnico Šmarje. Na naša ponedeljkova srečanja. Tako je. In za danes samo lep pozdrav od nas treh. Tako je, pozdravljeni.